Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni na nocojšnjih muzejskih večerih. Za današnjo temo v goste nismo vabili zunanjih predavateljev, ampak bova o varovanju in prispevku Mestnega muzeja Idrija k varovanju nepremične kulturne dediščine idrijskega in cerkljanskega spregovorila midva z direktorjem, dr. Miha Kosmač in jaz sama. Predvsem je to ena od vsebin, s katero se Mestni muzej Idrija tudi ukvarja, kar ni čisto običajno za vse muzeje. Našo primarno skrb, se pravi skrb za premično kulturno dediščino, smo ob letošnjem praznovanju našega 70. rojstnega dneva predstavili na razstavi v razstavišču Nikolaja Pirnata, ki je na ogled še do konca marca naslednje leto. Prisrčno vabljeni, če še niste bili. No, o tem drugem delu naši skrbi za nepremično kulturno dediščino pa bova, kot rečeno, z direktorjem spregovorila na nocojšnjih muzejskih večerih. Ko govorimo o idrijskem in cerkljanskem, obravnavamo nekdanjo občino Idrija, se pravi današnjo občino Idrija in občino Cerkno. Predvsem se moramo vsi, ki govorimo o dediščini, tako naši ustanovitelji, tako lastniki, kot vsi upravljavci zavedati, kaj to pravzaprav je. Da dediščina ni čisto vse, kar je staro, ampak je najprej potrebno prepoznati tisto, kar je v njej pomembnega, kar identificira naš prostor, našo etnično pripadnost, našo versko, drugo prepričanje, kar odseva, kjer se odseva naše znanje in tradicija. In to dediščino tisti, ki z njo upravljamo, ki zanjo skrbimo, smo zadolženi, da jo celostno ohranjamo. Se pravi, celostno ohranjanje, to so definicije, ki so pobrane iz našega Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki določa te osnovne parametre, s katerimi pač operiramo, ko govorimo o varovanju dediščine. Se pravi, celostno ohranjanje pomeni sklop ukrepov, s katerimi se zagotavljajo nadaljnji obstoj in obogatitev dediščine, njena obnova, njeno vzdrževanje, prenova, uporaba in tudi oživljanje. Kar bi rada v kontekstu z Mestnim muzejem Idrija povezala oziroma posebej poudarila, kajti objekti, za katere skrbimo, so vsi živi. Se pravi, ne samo, da nekaj rekonstruiramo, obnovimo, dogradimo, statično saniramo, ampak so ti objekti živi in v njih so postavljene take in drugačne razstave, v njih se odvijajo programi. Zato bi morali skrbeti tudi naši ustanovitelji oziroma lastniki, kajti oni so tisti, ki objekte, spomenike dajo v upravljanje. Predvsem, ko govorimo o spomenikih v lasti države, spomenikih v lasti občine, morajo imeti jasno vizijo, strategijo, kaj s temi spomeniki početi, kaj je njihov namen in seveda je za to zadolžen upravljavec. Mi se zavedamo, da upravljanje s spomeniki seveda pomeni vzdrževanje, zagotavljanje dostopnosti in, kot sem že prej omenila, ko sem govorila o tem, da so naši spomeniki živi, predstavljanje tega, kar je vezano na spomenike javnosti. No, in naloga muzejev,
če smo to prevzeli, je seveda tudi to. Primarno pa je naša naloga, da zbiramo, ohranjamo, dokumentiramo, proučujemo, interpretiramo dediščino, širimo vedenje, omogočamo dostop javnosti. V prvi vrsti, kot rečeno, je to premična kulturna dediščina, je pa v posameznih primerih tudi nepremična kulturna dediščina. No, in Mestni muzej Idrija je s skrbjo za nepremično kulturno dediščino pravzaprav živel in živi od vsega začetka. Že preden je bil leta 1953 ustanovljen, je bil njegov predhodnik muzejski odbor in ta muzejski odbor je takrat izdelal popis predmetov in objektov, ki jih je potrebno varovati. In med temi objekti je večina tistih, s katerimi muzej upravlja tudi danes oziroma je upravljal v vmesnem obdobju od leta 1953 recimo pa do danes. Uradno, formalno pa seveda spomenike, je potrebno spomenike razglasiti na nivoju lokalne skupnosti ali pa na nivoju države. In za območje občine Idrija je bil prvi odlok o spomeniškem redu sprejet že leta 1968 in takrat je v tem občinskem glasilu, kjer je bil objavljen, našteta večina spomenikov, ki jih še danes poznamo, nekaterih pa tudi ni več, pa so tam napisani. Predvsem pa je bil uradno oziroma je Zavod za spomeniško varstvo izdelal obširno revalorizacijo vse nepremične kulturne dediščine in na podlagi te valorizacije je bil pripravljen elaborat in leta 1986 je občina razglasila kulturne in zgodovinske spomenike ter naravne znamenitosti za spomenike lokalnega pomena. Na tem seznamu leta 1986 je 100 enot, nekatere so zelo obširne, na primer mestno jedro. No, in Mestni muzej Idrija ima v tem obdobju v upravljanju kar 11 spomenikov, se pravi 11% vseh spomeniških vrednot, ki so bile na tem območju nekdanje občine Idrija prepoznani kot vrednote. S temi spomeniki se je v vsem tem času odgovorno delalo in številni med njimi so dobili priznanje oziroma so bili zaradi svoje pomembnosti potem kasneje, predvsem je bilo to konec 90. let, razglašeni za spomenike državnega pomena in glede na pomembnost idrijskega rudnika predvsem v zgodovini človeštva, ne samo Idrije, so idrijski spomeniki vpisani na Unescov seznam svetovne dediščine, medtem ko je Partizanska bolnica Franja postala spomenik evropske dediščine oziroma nosilka znaka evropske dediščine. Idrijska kamšt je bila eden prvih objektov, ki ga je muzej dobil v upravljanje in leta 1954 je bila kamšt tudi že odprta za obiske. Tukaj vidite pač tisto prvotno stanje, ki je bilo sicer leta 1954 še slabše, kot je tukaj. To je podoba iz začetka 20. stoletja in potem, kakšna je kamšt danes. Bistvo kamšti, kot si ga povprečen obiskovalec predstavlja, je seveda to veliko leseno pogonsko kolo, čeprav kamšt je seveda bistveno več kot samo to leseno pogonsko kolo. Leta 1954, kot rečeno, je bila že odprta za obiskovalce,
so se pa tam pojavljale številne težave, predvsem težave na sami zgradbi in na mehanizmu, zato ker zadaj za kamštjo je hribina pritiskala na sam objekt in rušili so se podstavki znotraj, prizadeta je bila zgradba, številne razpoke. In problem je bil rešen šele leta 1971, ko so pač zunanji strokovnjaki, ki so bili vključeni v reševanje tega problema, sprejeli odločitev, da je hribino potrebno ločiti od same stavbe, in takrat se je na stavbi naredila tudi ta razpoka oziroma ta dilatacija, tako da hribina ni več pritiskala na samo stavbo. No, za nekaj časa je bila Kamšt takrat rešena, vendar so se težave nadaljevale, predvsem v 70. letih, če se nekateri lahko spomnite, je bilo v Mejci odlagališče jalovine in Kamšt je kazala dokaj slabo podobo do začetka 90. oziroma konec 80. let, ko je bila Kamšt eden od objektov, ki je bil deležen sofinanciranja Ministrstva za kulturo iz tako imenovanega kulturnega tolarja, kar je pomenilo takrat 100% financiranje, in takrat se je resnično celovito pristopilo k reševanju tega problema. Uredila se je zunanjost, uredilo oziroma postavilo, saniralo, rekonstruiralo se je veliko pogonsko kolo, samo nekateri osrednji deli so ostali originalni, sicer je kolo skoraj v celoti novo. Seveda je bila prekrita streha, streha je bila potem prekrita še pred kratkim, leta 2020-2021, in v sami Kamšti smo pred kratkim, pred 3 leti, uredili tudi še notranje pohodne poti, tako da si v bistvu Kamšt danes v spremstvu muzejskega vodnika lahko ogledamo tudi iz drugih zornih kotov, ne samo to, kar je običajno z vrha, od odzadaj, da vidimo v odvodne kanale. No, in po tej celostni sanaciji v začetku 90. let smo leta 1994, 17. novembra, Kamšt odprli ponovno za obiskovalce. In takrat smo zapisali, idrijska Kamšt se ponovno vrti. Danes seveda Kamšt terja redno vzdrževanje, kovinski deli so izpostavljeni eroziji, ker so tam zunaj, in seveda les oziroma lesena streha ima tudi omejen rok trajanja. Mestni muzej Idrija je že leta 1954 dobil svoj sedež v gradu. Grad Gverkenek je danes, bi lahko rekla, oziroma si skoraj upam trditi, v celoti prenovljen, v smislu, da ni kvadratnega centimetra v tem gradu, ki ga ne bi na nek način obnovili. Še najbolj nedotaknjeno ostaja ostrešje, sama lesena konstrukcija, ki pa pravzaprav, razen na nekaterih posameznih delih, kjer je bila že popravljena, niti ni tako zelo slaba. Seveda pa to ne pomeni, da ne terja vzdrževanja. No, ko je muzej grad prevzel, je bil približno tak, kot je tam na sredini, srednja slikca. Takoj po vojni je kazal še slabšo podobo, poškodbe bombardiranja, no, in takoj potem, ko je muzej prevzel grad v upravljanje, so se na grajsko dvorišče priselili tudi rudniški stroji in naprave.
stroji, ki so bili na ta način sicer ohranjeni, vendar vsekakor ne najbolj ustrezno. Bili so izpostavljeni vremenskim neprilikam in temu primerno seveda so skozi leta tudi pridobivali na poškodbah, predvsem pa je bilo grajsko dvorišče s tem, ko je bilo napolnjeno z rudniškimi stroji in napravami, dobilo čisto novo oziroma drugačno podobo od tiste, ki jo je sicer grad živel. No, v teh letih, po letu 1954, se v gradu sicer neprestano nekaj dogaja. Trudijo se popravljati posamezne malenkosti, če smem uporabiti ta izraz, zato ker grozila oziroma les je napadala lesna goba, to je bil zelo velik problem, zato je bilo potrebno začeti menjati lesene stropove in lesene podove, predvsem pa številna okna, ki nikoli niso sledila zahtevam, in pa streha, ki je neprestano popuščala pod težo snega. To je v starih muzejskih poročilih, so pač tiste stvari, ki so največkrat izpostavljene. No, in ko so se začeli ukvarjati z novimi muzejskimi razstavami in postavitvami, tam v 80. letih je bil najprej na vrsti misel, da je potrebno obnoviti ta trakt ob Prelovčevi ulici, ker bo tukaj mineraloška zbirka in pa čipkarska razstava. No, temeljito pa se z prenovo grajskega poslopja začne leta 1988. V tem kontekstu bi rada izpostavila, da mislim, da je bila oziroma prenova gradu je sodila v sklop praznovanja 500-letnice Idrije. Idrijska občina je takrat sprejela en zelo pogumen, smel in zavezujoč načrt, kako bodo za obeležitev 500-letnega obstoja obnovili nekatere najpomembnejše in največje spomenike svojega mesta. Seveda ni bil njihov načrt, da se to zgodi v enem letu, vendar postopoma in kontinuirano. In dejansko je bil to začetek obnove mesta, spomenikov, no, in grad je bil, mislim, da eden med prvimi, ki je stopil na to pot. Leta 1987, še ta stari grad, grajsko dvorišče, prvi posegi za ureditev Beblerjeve spominske sobe oziroma razstave o dr. Alešu Beblerju je bilo potrebno postaviti armirano-betonske plošče, ki jih prej seveda ni bilo. In potem sledi nadaljevanje, leta 1988 je bila razstava odprta, takrat pa Zavod za spomeniško varstvo iz Nove Gorice pripravi tudi že konzervatorski program, v katerem so zapisani vsi koraki, kako se bo idrijski grad obnavljalo, in skupaj z muzejskimi sodelavci, s muzejskimi strokovnimi sodelavci, je bil napisan tudi program, katere bodo vsebine gradu, in tako je izgledal grad leta 1989. Mislim, da je to posnetek iz oktobra 1989, ko se je obnavljala fasada proti mestu in pa takrat se je obnovila tudi grajska ura. No, in potem je bil to začetek 90. let, ko se na grajskem dvorišču začne z umikanjem teh rudniških strojev in naprav. Seveda je bilo predhodno potrebno poiskati nadomestno lokacijo
in to je bilo v dogovoru z idrijskim rudnikom živega srebra, območje jaška Frančiške, kjer so se v samem jašku Frančiške v stavbi našli prostori za postavitev sodobne, pregledne razstave o restavriranih rudniških strojih in napravah. No, in tako je izgledalo grajsko dvorišče, umikanje, podiranje teh strojev, in ti stroji so bili vsi nakopičeni zunaj pred gradom in so čakali na transport. Na notranjih fasadah gradu pa so se začele odpirati 200 let zazidane arkade. In ob tem so sodelavci Zavoda za spomeniško varstvo v Novi Gorici sondirali vse grajske fasade in prišli do osnutkov, kako je bil grad poslikan. Rekonstruirali so poslikavo in v začetku 90. let se je ta poslikava notranjih grajskih fasad tudi začela. Del po del v tehniki fresko so obnovili vse te fasade in spomnim se, da je bil največji šok za vse nas, potem, ko so te velike cerade, ki so ščitile poslikave pred prehitro izsušitvijo ali pa pred dežjem, ko so enkrat to odstranili, smo vsi onemeli nad novo podobo gradu. Vzporedno s tem se je v začetku 90. let intenzivno pristopilo k prenovi notranjosti. Najprej prvo nadstropje, kasneje še drugo nadstropje in pa kleti, vsaj v enem delu. Rušili so se stari leseni podovi, odstranjeval se je omet in v skladu z novo vsebinsko zasnovo muzejskih razstav so se naredile tudi nekatere predelave, predvsem v teh grajskih stolpih, in marsikaj zanimivega je bilo odkrito pri teh razkrivanjih grajskih sten. Kot vidite tam v sredini, eden od obokov je bil pozidan tudi z lončenimi retortami, ki so včasih služile za žganje rude. No, in grad je tako rekoč, vsi grajski prostori so dobili nove armirano-betonske plošče, novo stavbno pohištvo, nove omete, vsi prostori so danes ogrevani, niso bili sicer čisto od začetka, ampak to smo v teh letih dopolnili. Velik del gradu ima talno gretje, novi tlakovi in pa v začetku 90. let se je pristopilo tudi k sanaciji dela grajskega podstrešja za potrebe glasbene šole, ki je sicer tudi prej že bivala v gradu, vendar je potem leta 1996, ko je bila odprta, dobila bistveno več prostorov in bistveno sodobnejše in modernejše prostore, primernejše za svoje delovanje. No, v tem času je bilo seveda potrebno urediti tudi grajsko dvorišče. Urejene so bile vse inštalacije, vodovodne, kanalizacijske, telefonske. Kar danes žal ugotavljamo glede na potrebe je, da so malo premajhne cevi vgrajevali, da bi nam zelo prav prišlo, če bi bile malo večjega premera, da bi danes stlačili še kakšen internet in podobne stvari vanje. No, in pred gradom se je, mislim, da leta 1998 odkopal del Vrtčevskega dvorišča.
uredila do nivoja temeljev, v notranjosti se je uredila recepcija. Med zadnjimi takimi velikimi gradbenimi deli je bilo prekritje grajske strehe, preostanka, in sicer leta 2006 in potem 2010 še zunanja fasada, kar ni bila prej obnovljena. No, in zdaj v zadnjem obdobju 10 let pa smo uredili še temeljenje grajskih arkad. Dolgo časa so te arkade pravzaprav kazile podobo grajskega dvorišča z lepimi freskami, vendar ni bil problem samo v tem, da bi jih lepo obložili s kamnom ali pa na novo pozidali s kamnom, ampak je bilo predvsem potrebno poskrbeti za njihovo temeljenje, ker ni bilo temeljev. Urejen je bil arkadni hodnik, na katerem je postavljen zdaj tudi lapidarij, in ob urejanju arkadnega hodnika smo naleteli na eno grajsko skrivnost. To je grajski vodnjak oziroma grajska cisterna. Kaj to pravzaprav je, nas še čaka, da dokončno odkrijemo, razkrijemo, raziščemo predvsem. Zaradi svoje globine pa ta arheološka dela še niso zaključena. In leta 2021 smo ponovno obnovili grajsko uro, kajti kazala je že zelo zdelano podobo, predvsem pa smo ob tem, ko smo obnavljali zunanjo številčnico, kar je bil še kar velik projekt, ker zdaj pa le nismo imeli postavljenih vseh hodrov, kot so bili leta 1989. No, to uro smo zdaj tudi elektrificirali, kajti do leta 2021 je bilo treba uro vsak dan enkrat naviti, v petek in svetek, ne glede na praznik, na dež, na sneg, na karkoli, je moral hišnik oziroma nekdo, če ni bilo hišnika, priti in uro naviti. Zdaj tega ni potrebno. In glede na to, da je med nami mojster Marjan Bavcon, bi vam rekla, da smo to delo opravili skupaj oziroma z njegovo veliko pomočjo, kajti marsikaj je bilo treba primerno načrtovati, da smo to lahko izvedli. Partizanska tiskarna Slovenija je eden od tistih spomenikov, ki je v upravljanju našega muzeja, za katerega lahko rečemo, da je prav gotovo eden najbolj avtentičnih spomenikov iz časa druge svetovne vojne. Kajti precejšen del teh barak, ki so danes še tam, ohranja oziroma v te barake je še vgrajen originalni les, kot je bil leta 1944 oziroma mogoče tudi 1945. Mestni muzej Idrija je skrb za tiskarno Slovenija prevzel leta 1957. V samem začetku je bil velik problem dostopnosti tiskarne. Tiskarna je bila dostopna samo z vrha, tudi tista pot, ki je bila urejena 1947, je bila slaba, neprestano jo je bilo treba popravljati. In potem se je v 80. letih, mislim, da leta 1985, naredila nova pot, spodnja, v sodelovanju z gozdarji seveda, z njihovo veliko pomočjo. In tiskarna je na nek način lažje dostopna s spodnje strani. Je pa zanimivo, da so se konec 50. let prav zaradi te težke dostopnosti v Idriji, na občini in v muzeju zelo veliko pogovarjali o tem, kako bi vso opremo iz Partizanske tiskarne Slovenija prenesli v idrijski grad in bi jo na ta način pač ohranili, ker je na samem terenu, v tisti grapi, v Studencih, preveč zahtevno. No, na srečo se to takrat ni zgodilo. Grapa je še vedno zelo zahtevna za vzdrževanje. Pogosti so problemi na dostopni poti, voda dere, razdira,
kamenje zdrsuje z vrha. Velik problem v Tiskarni Sloveniji predstavlja sneg in pa žled. In posledice žledu so bile v Tiskarni Slovenija kar nekajkrat. Podrlo je oziroma uničilo je par barak. Leta 2014 v februarju, ko je bil zelo, zelo močan žled, smo bili prepričani, da bomo na tistem pobočju spomladi pobirali črke in opremo, ampak na srečo se ni nič resnega zgodilo, zato tudi, ker smo par dni po nesreči z vseh teh streh že odstranili sneg, takrat nam je pri tem pomagala tudi Slovenska vojska in Partizanska tiskarna Slovenija pač uspešno funkcionira naprej z vsemi svojimi stroji. Tiskarski stroj še vedno deluje in mislim, da je bila odločitev kljub težavnosti vzdrževanja takrat pravilna, da se ni vse preselilo v Idrijo. Mestni muzej Idrija je bil dolga leta upravljalec klavž na Idrijci in na Belci. Danes klavže upravljajo naši kolegi iz Centra za upravljanje z dediščino živega srebra v Idriji. Potem, ko so bile klavže leta 26 ali 48 opuščene, 26, so seveda bile prepuščene zobu časa, najedala jih je vlaga, rastlinje, ki je začelo rasti povsod. No, in prve med klavžami od leta 1980 do leta 1990 je bilo za Mestni muzej Idrija desetletje klavž. V teh letih so se v bistvu temeljno sanirale vse klavže. Predvsem so bili narejeni tudi načrti in sprejete nekatere pomembne odločitve na podlagi študij, kako pristopiti k sanaciji klavž, kako obnavljati, kako jih stabilizirati, kako zagotoviti varnost. No, in prve med klavžami, ki so se obnovile, so bile klavže na Idrijci, ki pa so žal doživele pač nek odklon od tistega, kar je bilo zastavljeno in kar je bilo začrtano, kajti Soške elektrarne iz Nove Gorice so planirale, da bodo idrijske klavže vodna pregrada oziroma predstavljale zajezitev za malo hidroelektrarno. Žal pa so seveda na težave, ki pri tem obstajajo, kajti potrebno je zagotoviti njihovo nepropustnost, ta svoj načrt spremenile in so jez oziroma pregrado za jez postavile pod slapje in s tem je precejšen del idrijskih klavž zalit. So pa klavže v tistem času, se pravi okrog leta 90, dobile novo streho. In v tem času so se obnovile tudi Putrihove in Brusove klavže na Belci, tukaj pa je bila obnova zelo bolj temeljita. Sanirale se je pregrada, krona klavž se je obnovila, obnovilo se je ostrešje in na klavžah smo eno leto, tudi klavže smo skušali oživiti, ne samo s tem, da smo na klavže vozili obiskovalce, se pravi vodene obiske, ampak tudi nekatere prireditve smo skušali imeti na klavžah. Vem, da smo imeli ene predstavitev idrijskih razgledov, pa še nekaj stvari. In najmlajše med klavžami so kanomeljske klavže, tako izgledajo danes, spodnja stran in zadnja stran gorvodno.
So bile pa klavže na Očjaku oziroma Kanomeljske v najslabšem stanju, ko jih je muzej imel v upravljanju. Ta prva slika kaže originalno podobo iz začetka 20. stoletja, gorvodno, in te ruševine, tako so izgledale klavže leta 1999, tudi leta 2000, preden smo jih začeli obnavljati. In to je bilo stanje dolvodno, preden smo klavže začeli obnavljati. Na kanomeljskih klavžah je bilo potrebno zamenjati vso notranjo polnilo te pregrade. In pa ponovila se je ideja, načrt, da kanomeljske klavže obnovimo za potrebe male hidroelektrarne. V projektu je takrat sodeloval tudi Senk, Soške elektrarne iz Nove Gorice, no in prav zato je bila obnova izjemno zahtevna, izjemno obsežna. Načrte za obnovo je pripravljal arhitekt Cveto Koder. Zahteve za to, da je stena nepropustna, so seveda izjemne. Poleg te betonske pregrade oziroma stene, ki se je naredila v ozadju, je bila sama pregrada injektirana, ne vem, z ogromno kubičnimi metri te injektirne tekočine. In prvič v zgodovini obnavljanja klavž na Idrijskem smo na idrijskih klavžah rekonstruirali to vrata, mehanizem za odpiranje vrat. In to smo seveda tudi predstavljali javnosti. Kanomeljske klavže danes mislim, da niso v upravljanju CUTH-HG-ja, ampak da ostajajo v rokah Soških elektrarn, ki ima spodaj svojo elektrarno. Idrijska rudarska hiša je eden od objektov, s katerimi upravlja Mestni muzej Idrija. Leta 1985 je bila odkupljena od lastnice in potem se je postopno začela zelo počasi prenova. Idrijska rudarska hiša danes izgleda, no, danes malo drugače, okolica predvsem, ampak o tem malo kasneje. Pač potem, ko je bila obnovljena, ko je bila oživljena, ko je v njenih prostorih predstavljen način življenja idrijskega rudarja. To so 80. leta, ko se je ves omet odstranilo, ta lesena konstrukcija se je vsa impregnirala, v notranjosti se je zamenjal ves omet in pa seveda zamenjala se je strešna kritina, in to na rudarski hiši kar trikrat že. Predvsem zato, ker je bilo tam v neposredni bližini, preden je prišlo do tistega goloseka, zelo veliko drevja, predvsem igličastega tudi, in te iglice so vse zaprle pore na teh skodlah, tako da so te skodle zelo, zelo hitro propadale. No, pred par leti, 2-3 leti, v sami hiši sicer nismo imeli večjih težav v teh letih. Srečevali smo se z vlago na zunanjih, predvsem tam na strani proti hribini, tam, kjer je kuhinja, ker hiša tam ni podkletena, no, zato smo se tudi odločili, da je potrebno na novo urediti drenažo, odvodnjavanje okrog hiše, in želeli smo postaviti pregrado oziroma povečati stabilnost temeljev z eno novo ograjo, vendar ko smo začeli s postavljanjem te škarpe, tega zidu, se je izkazalo, da je to geološko preveč zahteven teren in pravzaprav nismo tega naredili prav globoko.
Od vsega začetka smo pa vedeli, da je problem tam v ozadju zamakanje, odtekanje meteorne vode vse mimo rudarske hiše, kar se je seveda kot kritično pokazalo letos avgusta, ko je del hribine splazil mimo rudarske hiše. Na srečo v ozadju rudarske hiše je pač povzročil nekaj škode, ki pa je bila vsaj ta prva v delovni akciji, ki jo je organiziral muzej takrat, že sanirana oziroma odpravljena. Počiščen je bil ta vhodni del, kjer smo pred par leti položili nov tlak in seveda odstranjen ta material. Vsa premična dediščina, ki je bila ogrožena, smo jo pa seveda iz rudarske hiše odnesli in pospravili na varno v prostorih muzeja. Podobna hiša je domačija pisatelja Franceta Bevka v Zakojci. Tudi njena zgodba se začne tam v 80. letih, ko je poseben odbor pri SZDL Idrija želel, da se ta domačija odkupi in da se uredi kot spominska hiša pisatelja Franceta Bevka. V ta namen so bile organizirane številne akcije, prodaja značk. No, muzej je skrb za hišo prevzel leta 1985, ko je bila za to staro hišo njeni lastnici, ki je takrat živela noter, to je bila Bevkova nečakinja, zgrajena nadomestna hiša in je to postal muzejski objekt. Mi smo hišo takrat začeli obnavljati, ponovno so bili vsi ometi, tlakovi, ni bila pa takrat obnovljena streha, je bila samo prebarvana, zato nas je to delo čakalo enkrat v prihodnosti in tako je bila pač obnovljena hiša pred kratkim. Lesene konstrukcije vedno zahtevajo obnovitvena dela, vzdrževalna dela, teh je tudi v Zakojci kar nekaj, redno so na programu. Kot rečeno, potrebno je bilo v 90. letih, konec 90. let, mislim, da 98, zamenjati streho, ker je začela puščati. Sicer pa večjih posegov, razen barvanja oken, manjših popravil ni bilo, smo pa pred 2 leti tudi obnovili to kmečko peč, kajti in seveda Bevkova domačija tudi s to pečjo na nek poseben način živi. Vsako leto septembra se tam zakuri, se speče kruh, kar je neko simbolno dejanje. Mestni muzej Idrija je upravljal tudi z rudniškim skladiščem oziroma magazinom. Od prvega dneva, ko je bil muzej ustanovljen, mu je bil dodeljen tudi magazin. V stavbi magazina smo sicer imeli svojo galerijo, 68. ali 69. leta se odpre galerija, ki je bila znana po številnih odmevnih slovenskih razstavah. Pobuda za odprtje te galerije so bile likovne kolonije, ki so bile med prvimi organizirane tudi v Idriji, in zadnje dejanje, ki ga je muzej na tem spomeniškem objektu, ki je tudi Unescova dediščina, opravil, je bila menjava kritinje leta 1999. Mestni muzej Idrija je upravljal tudi z Divjim jezerom. V času, ko smo mi upravljali z Divjim jezerom, je največje probleme predstavljala pohodna pot okrog Divjega jezera. Ta pot je bila zmeraj prehodna, vzdrževana, da smo obiskovalce vozili okrog in okrog. Vsakič, ko je jezero naraslo, je seveda poškodovalo tudi pot in je trajalo par dni, da smo jo vzpostavili. In pa seveda brežine nad samim jezerom, kjer so postavljene te zaščitne mreže,
ki smo jih redno menjavali in predvsem praznili vsega materiala, ki se je tam nabral. In Divje jezero je bilo leta 1967 je bilo razglašeno za spomenik oziroma naravno vrednoto in 72. leta je bilo Divje jezero opremljeno s takimi pojasnjevalnimi grafično-besedilnimi tablami, ki so bile postavljene pred jezerom, na parkirišču in ob sami krožni poti ob jezeru, kjer je bila razložena predvsem flora, pa tudi favna Divjega jezera. In Mestni muzej Idrija je na začetku upravljal tudi s Krajinskim parkom Zgornja Idrijca. Predvsem je bil Mestni muzej Idrija eden glavnih akterjev poleg Zavoda za gozdove, tam je kolega Emil Pelhan in pa Mirjam Gorkič iz Zavoda za varstvo narave iz Nove Gorice, ki sta vodila projekt postavitve tako označevanja kot vsebinskih zasnov tega Krajinskega parka Zgornja Idrijca. In Mestni muzej Idrija je dolga leta vzdrževal vse te table, vendar se je izkazalo, da pač Krajinski park Zgornja Idrijca zahteva boljšo rešitev, kot je bila ta, predvsem dejansko razglasitev za krajinski park, kajti formalno pravno seveda to v 80. in začetku 90. let še ni bilo rešeno. In Mestni muzej Idrija je bil od leta 1957 tudi upravljalec Ravenske aragonitne jame. Do kdaj natančno pa smo to upravljali, nekako mi ni uspelo najti v naših poročilih. Vsekakor vsaj 10 let imamo vodene statistike obiskovalcev. Najbrž je bila Ravenska jama muzejska tudi zato, ker je bil Srečko Logar, prvi ravnatelj muzeja, strasten jamar in je pač to prevzel. Muzejska hiša v Cerknem sicer ni spomenik, vendar od leta 1978, ko smo jo dobili, smo jo temeljito prenovili. Od temeljev do strehe, vsa notranjost, predvsem pa seveda je notranjost živa, postavljene so razstave, ki govorijo o zgodovini Cerkljanskega, se pravi, poskrbeli smo za to, da je naša premična dediščina, s katero upravljamo, primerno shranjena in primerno prezentirana. In med najzahtevnejše objekte, s katerimi upravlja naš muzej, je prav gotovo Partizanska bolnica Franja. Obnova gradu recimo je bila najdolgotrajnejši projekt, ki se je začel tam leta 1988, pa če rečemo, da smo grajsko uro obnovili ponovno leta 2021, je to obdobje, ko se je neprestano delalo na gradu. Partizanska bolnica Franja pa zahteva redno vzdrževanje, predvsem pa je deležna nesreč, naravnih nesreč, ki jo močno prizadenejo in kjer je na preizkušnji ne samo naše znanje, ampak tudi razmislek o tem, kako s takimi objekti predvsem danes upravljati. No, čisto na levi je fotografija iz leta 1945, tako je Franja takrat izgledala in potem nekako začetek 60. let, sicer pa jo je Mestni muzej Idrija dobil v upravljanje leta 1963 in to je podoba Franje 2017 recimo. V Franji veljajo posebne razmere. Eno so klimatske razmere, velika vlaga in pa seveda tudi naravne danosti.
kamninski plazovi, snežni plazovi in pa nabiranje tega preperelega materiala v zaščitnih mrežah. Mislim, da so zaščitne mreže začeli postavljati leta 1959, ko je en tak peščen plaz podrl eno barako. Sicer pa so od vsega začetka pa do danes se neprestano srečujemo s tem, da pada kamenje, da poškoduje barake in je potrebna bodisi delna, bodisi celovita obnova. Če pa to ne, pa pride do tega, da je les v teh klimatskih pogojih, kot tam veljajo, dotrajan, da začne gniti in je pač potrebno največ sicer strehe, delno pa tudi nosilno konstrukcijo zamenjati. En velik izziv, ko je muzej prevzel Franjo, je bila ta poslikava, ki se je naredila, mislim, da leta 63, 62, prednji je muzej dobil Franjo, noben ne ve, na kakšni osnovi oziroma na kakšni podlagi so se odločili za te močeradaste barve. In potem se je zgodila prva velika naravna nesreča. V noči z 8. na 9. januar leta 1989 se je porušil en tak pomol in zgrmel v sotesko na dostopni poti. Ta ogromen kup peska je zapiral dostopno pot, poškodovana je bila baraka od oskrbnika, se pravi ta prodajni kiosk, in pa baraka za ranjence. To je pogled od zunaj proti Franji in druga fotografija je pogled iz tega ogromnega kupa peska proti notranjosti, proti osrednjemu delu Franje. Takrat so se geologi zelo veliko ukvarjali s Franjo, da so preučili oziroma pregledali teren, kartirali in ugotovili so, da je za varnost soteske potrebno dodatno zminirati vsaj še toliko kubičnih metrov te hribine, kolikor jo je padlo noter. Noter je padlo 8000 in potem je bil načrt zminirati še dodatnih 8000. Tam se vidi tudi čas miniranja, ko se je tisti slap peska spustil not v sotesko, ampak zaradi nepredvidljivega oziroma zaradi terena, kakršen je takrat v sotesko padlo 3-krat toliko materiala, kot je bilo planirano, tako da je nastal še večji kup in grozilo je, da bo sotesko poplavilo. Se pravi, te barake bi lahko bile dvignjene s temeljev in bi jih podrlo. Na srečo je bila tista zima in tista pomlad zelo suha, tako da so izvajalci uspeli ta velik kup peska znižati, z bagerji so ga zravnali proti izhodu, proti parkirišču in potem se je ta material postopoma odvažal iz notranjosti ven iz soteske. In ko je bila enkrat soteska očiščena, so se na novo zgradile barake. Tudi v Franji smo ves premični material takrat znosili iz Franje, iz soteske, zato da če bi prišlo do poplave, to gradivo ne bi bilo uničeno. In po tem peščenem podoru, po tem plazu se je zaščitila tudi dostopna pot. Naredili so se nadstreški in brežine so se utrdile z velikimi mrežami in tudi zidanimi konstrukcijami. V nadaljevanju je Franja živela svoje normalno življenje, kar pomeni, da je bilo barake treba vsake toliko let obnavljati, da smo strehe menjali in potem se je zgodil 18. september 2007, ko je Franjo voda tako rekoč uničila, ko je podrla vse barake. Franjo smo takoj,
ko se je to zgodilo, začeli čistiti teh naplavin, ki so se nabrale na sredi tega prostora, okrog tistega vodometa, kar ni neslo naprej, se je ustavilo tam. In v decembru leta 2007 je soteska Franje izgledala tako, kot je tam spodaj, počiščena. Nekaj materiala lesenega je ostalo, kar je bilo uporabno. Ostala je ena baraka, komisarjeva soba, in pa ostalo je, oziroma v tem času, ko se je Franja čistila, pospravljala, smo seveda skrbno zbirali vso premično dediščino, ki je med temi naplavinami ostala. Tako tisto, kar je bilo celo, kot tudi posamezne koščke lesa. In Franjo je bilo treba najprej, v Franji je bilo treba najprej v staro strugo spraviti potok Čerinščica, potem so bile izdelane temeljite študije o pretočnosti vode, o poglobitvi struge, sprejeti so bili s strani spomeniškega varstva predvsem prenekateri kompromisi, kajti z vsem se niso strinjali. Strugo je bilo treba na par mestih precej poglobiti, zato da je bila zagotovljena pretočnost, in začela se je pač gradnja barak. Poleti 2009 najprej so bile narejene tiste škarpe, potem se je začela gradnja lesenih konstrukcij, spomladi 2010 se je nazaj prebarvalo in spotoma so se tudi tokrat zgradili novi nadstreški za zagotavljanje varnosti obiskovalcev. Nadgradnja takratne obnove pa je bila pri interpretaciji muzejskih vsebin oziroma zgodovine Franje. Tako barake kot dostopno pot smo opremili s pojasnjevalnimi tablami, kjer so predstavljene najpomembnejši podatki o zgodovini Franje, njenem delovanju in pa zgodbe ljudi, ki so živeli in delali v Franji. In en velik pomemben del obnove Franje po letu 2007 je bila tudi obnova oziroma reševanje zaledja. V zaledju je bilo potrebno nekaj narediti, da se Franja, da se ublaži pritisk vode ob podobnih primerih. In zgrajena je bila pač pregrada, zadrževalnik, lovilne mreže, delno je bil sanirano tisto plazovito območje, ki pa je prezahtevno, da bi se lahko dokončno saniralo, ker neprestano deluje in živi. In v samih brežinah so bile narejene, to je pa nad samo sotesko, te zidane podgradnje, ki so dodatno zaščitile varnost Franje. In zgodil se je še 13. julij. Miha, prosim. Torej, ne glede na to, da je bilo kar nekaj ukrepov predstavljenih, kaj se vse dogajalo v soteski po letu 2007, smo se na žalost v letošnjem letu vseeno soočili še z eno tako izredno situacijo. Namreč ni skrivnost, da pač težava bila predvsem v upravljanju, se pravi celovitem tega območja, namreč upravljavski načrt ni bil sprejet. In se pravi, tukaj je ta izvirni greh, ki ga moramo sedaj ob tej obnovi, ki jo načrtujemo v prihodnjih letih, najprej rešiti. Se pravi, potrebno je določiti, kaj kdo mora početi na tem območju, kajti spomeniško območje je razdeljeno na širši del, ki vključuje to zaledje. Tukaj ima glavno pristojnost občina Cerkno in pa tudi, se pravi, vse ostale strokovne službe, predvsem so tukaj težava ti vodarski posegi. Namreč bilo je kar nekaj teh izračunov narejenih, bila je pa težava ta, da je še vedno strugo Čerinščice delno upravljala koncesionar, se pravi hidrotehnik, delno pa še vedno občina Cerkno.
In to se je v bistvu zdaj izkazalo kot ena izmed tistih glavnih težav, saj se potem jasno niso vedele vse pristojnosti, kdo mora na določenem območju kaj početi. Namreč Mestni muzej Idrija se pravi upravlja predvsem s tem ožjim spomeniškim območjem, se pravi od parkirišča pa do samih barak, pri vsem ostalem pa seveda ni imel glavne besede. Naša naloga seveda zagotovo zdaj je, da skupaj z vsemi deležniki, se pravi, najdemo način, kako v bodoče zagotoviti, da bo ta soteska varna in pa predvsem, da bo omogočala obisk. Namreč tudi, kakor se je izkazalo iz teh študij, za nas pravzaprav ni nobene dileme, ali bi območje, to ožje spomeniško območje obnavljali ali ne. Namreč predvsem za obiskovalce in pa tudi nas, ki redno hodimo v Franjo, je pač to območje posebno, ima eno posebno energijo, predvsem pa je bilo tudi strani vseh pravzaprav povedano, da kljub temu, da mogoče teh lesenih barak ne bi obnavljali, bi tam še vedno moral biti en kraj spomina, kar pa še vedno pomeni, da je se pravi potrebno zagotavljati dostopnost do tega območja. Tako da pravzaprav je za nas še vedno bolje, da to območje v celoti obnovimo, da imamo tudi muzejsko prezentacijo, predvsem pa, da širimo sporočilnost Franje. Namreč Franja ni zastonj vpisana na znak evropske kulturne dediščine, bila je prva, ki je dobila ta znak v Sloveniji in pa predvsem je med enimi najbolj dejavnih znotraj tega znaka tudi na ravni Evropske komisije. Meni osebno je bilo v teh dneh, ko smo se pravzaprav povsod soočali s težavo, v veliko zadovoljstvo, da so pravzaprav tudi oni nas večkrat kontaktirali, povprašali potem, kakšno je stanje in kaj potrebujemo, in to pravzaprav kaže na eno veliko zavedanje o pomembnosti Franje. Mogoče se večkrat celo zdi, da jo znajo bolj ceniti mogoče drugod, kot pa jo znamo mi sami. Se nam mogoče večkrat zdi, da je kar nekako samoumevna, ampak pravzaprav je potrebno, da se vsi zavedamo svojega dela odgovornosti in da pravzaprav opravimo svojo nalogo. Zdaj bomo pokazali še en tak sprehod čez Franjo, kako je izgledalo stanje pred samo nesrečo in pa kakšno je stanje sedaj.
naša prva naloga, se pravi v naslednjem letu, zagotovo je, da pravzaprav vključimo vso strokovno javnost. V ta namen bomo tudi v naslednjem letu v maju v Cerknem organizirali strokovni posvet, kjer bomo v bistvu vse naše stanovske kolege pozvali na konferenco in tam bomo pravzaprav tudi razpravljali o tem, kako z kulturno dediščino upravljati v bodoče. Namreč vsi se soočamo z temi naravnimi posledicami okoljskih sprememb in zagotovo se pravi model upravljanja dediščine, ki je bil v preteklosti zasnovan, bo v bodoče oziroma se že spreminja. Se pravi, veliko bolj bomo morali vsi deležniki biti pozorni na to, kaj se s to kulturno dediščino dogaja v praksi v naravi, kakšne so spremembe, kateri so tisti dejavniki, ki jo najbolj ogrožajo in seveda predvideti vse scenarije, predvsem zato, da bomo še vedno zagotovili, da bo ta kulturna dediščina odprta za širšo javnost in da bo seveda varna. Samo na ta način bomo pravzaprav lahko omogočili, da se bo ta sporočilnost te dediščine širila še vedno na mlajše generacije in vse ostale, zato da bomo ohranjali za bodoče generacije. To je namreč še vedno naša osnovna naloga in samo s tem, da bo dostopna, bomo pravzaprav lahko najbolj učinkovito to dostopnost tudi in pa to sporočilnost tudi širili. Jaz bi se na tem mestu še najprej zahvalil tudi vsem vam, ki ste že darovali za obnovo Franje. To je v bistvu ena res taka gesta, ki v bistvu nas vsakodnevno tudi spodbuja k temu in pa navdaja z optimizmom, da Franjo obnovimo in da jo ohranjamo za bodoče generacije. Na tem mestu bi se vam najprej zahvalil, pa vas mogoče pozval še k kakšnemu vprašanju, bodisi zame, bodisi za Ivano.